Spoštovana predsednica Združenja splošnih knjižnic, gospa Vesna Horžen. Spoštovani župan Mestne občine Krško in njegova soproga, magister Miran Stanko. Cenjene nekdanje direktorica Valvazorjeve knjižnice Krško, spoštovani nekdanji in sedanji predsedniki in člani sveta zavoda Valvazorjeve knjižnice Krško, spoštovani predsedniki krajevnih skupnosti, cenjeni člani občinskih svetov in svetov krajevnih skupnosti, nekdanji in sedanji sodelavci, direktorji javnih zavodov, direktorji in kolegi iz drugih knjižnic, dragi gosti, cenjene obiskovalke. Danes je krasen dan za Valvazorjevo knjižnico, za Mestno občino Krško in za celotno slovensko knjižničarstvo. Dan, ki smo ga dolgo čakali in ga zato radostno praznujemo prav vsi, ki smo kakorkoli povezani z našo knjižnico. Po 25 letih aktivnih prizadevanj, dogovarjanj, pogajanj med številnimi deležniki, pričakovanj različnih javnosti, se danes prav gotovo veselimo, se so ta prizadevanja pripeljala k današnjemu zaključku, odprtju novih prostorov na 1600 kvadratnih metrih v prizidku k Kapucinskemu samostanu, ki je praktično v celoti namenjen delu za porabniki. Novi prostori pomenijo za knjižnico novo pot do bralca, uporabnika, do vsake občanke in vsakega občana. Z njimi smo rešili prostorsko stisko, združili vse oddelke pod eno streho, ohranili, povezali in nadgradili tradicijo Kapucinskega samostana s sodobnostjo v novi, svetli in zračni stavbi. V njej boste lahko obiskovalci brali, se družili, študirali, raziskovali, izmenjevali ideje, preživljali prosti čas in še marsikaj. Kajti povečali smo dostopnost knjižničnega gradiva, po katerem je sedaj iskanje lažje. Širine med policami so takšne, da omogočajo dostop tudi gibalno oviranim ali mamicam z vozički, ki svoje najmlajše lahko previjajo tudi v posebnem prostoru. Naša nova pridobitev so tudi prenosne indukcijske zanke, s katerimi bo knjižnica bolj dostopna slabše slišečim. Na voljo pa je še vrsto novosti, zaradi katerih upamo, da se boste obiskovalci prijetneje počutili. Sam prostor pa ni dovolj. Prostor naredijo ljudje, prijazni knjižničarji, redni obiskovalci, redkejši uporabniki ali slučajni mimoidoči. V tem mestu v malem lahko vsak dan najde svoj kotiček, svoj prostor miru ali mestnega vrveža. In dobrodošli vsi, ki vas zanima, kakšna je vaša nova knjižnica sedaj, ko so vanjo vpete tudi sodobne, tehnološke in ostale pridobitve. Kot odtis nove stavbe in nove poti smo spremenili tudi celostno podobo, v kateri se zrcalijo naše večne sopotnice knjige. Naša nova podoba sledi elementom nove stavbe, na kateri lahko občudujemo okna, ki predstavljajo hrbte knjig. Ta pa najdemo tudi v najbogatejšem delu samostana, v naši Kapucinski knjižnici. Oblika stavbe nas lahko spominja na tok reke Save, v atriju, ki je nekakšno svetlobno in zeleno srce novih prostorov, se povežemo z zgodovinskim samostanskim atrijem. Vse skozi je bilo namreč vodilo nas in arhitektke, da se umeščamo v staro mestno jedro, v kompleks Kapucinskega samostana, kjer se ohranja spomeniško zaščitena dediščina in obenem se lepo povezuje s sodobnostjo. Za bogastvo tega prostora in z njim priložnost, da še bolj aktivno sooblikujemo kulturno življenje v lokalni skupnosti, se zahvaljujemo vsem, ki ste na tej dolgi poti reševanja prostorske stiske sodelovala. Hvala bivšim in predvsem sedanjim sodelavcem, ki so od njih te zgodovinske selitve opravili ogromno dela. Vsem direktoricam in članom svetov zavoda za vsa prizadevanja, pomoč in številne tehtne razmisleke. Hvala vsem občinskim upravam, da so prisluhnile potrebam knjižnice. Še posebej pa vsem sodelavcem sedanje uprave, se opravičujem, da vas ne bom poimenovala poimensko, županom magistrom Miranom Stankom, ki je to zgodbo pripeljala do odprtja in naredila dobre nastavke za njen drugi del, obnovo Kapucinskega samostana. Kajti s prizidkom je končan prvi del zgodbe.
Z obnovo samostana bo zaključen še drugi. Takrat bo lahko knjižnica ponudila tudi dogodke v sodobno opremljeni prireditveni dvorani, ob vključevanju tehnologij predstavila posebne zbirke ter bogastvo domozdanskega oddelka, dobila primerne prostore za hrambo knjižnih zakladov in vas prijela v kreativnici, kjer boste lahko razgibali svojo ustvarjalnost. Zahvala vsem prostovoljcem, ki ste v tolikšnem številu pomagali pri selitvi knjižničnega gradiva. Preko 600 vas je bilo. In tudi vsem, ki ste nas podbujali in podpirali pri ideji novih prostorov. Hvala fantom iz selitvenega servisa Matej Požar. Skupaj smo iz samostana v prizidek preselili okoli 39 ton knjižničnega gradiva. Hvala pa tudi vsem, ki ste si gradivo v tem času izposadili in nam tako prihranili selitev naslednje 4 tone. Najlepša hvala Dejanu Čakarju, ki nam je napisal prekrasno himno in tako poskrbel, da bo nove prostore tudi pospremila naša nova pesem. Seveda, velika zahvala arhitektki Veri Klepej Turnšek, njenemu sodelavcu Tadeju Dobrajcu in vsem, ki so jima pomagali. Hvala za vse izkušnje, ki so jih spretno odkali v naš projekt. Prisluhnili so nam in oblikovali stavbo, ki povezuje estetiko in funkcionalnost bivanja v njej. Hvala izvajalcem GPI tehnike iz Novega mesta, vsem njihovim sodelavcem, vsem dobaviteljem opreme in vsem, ki ste sodelovali pri gradnji, da je stavba dobila sedanjo podobo. Seveda hvala tudi nadzorniku, ki je vedno bedel nad tem, da je gradnja potekala brez večjih odstopanj. Najlepša hvala vsem medijem, ki ste v preteklosti poročali o prostorski stiski in o našem delu. Darji Dobršek in Matej Gačnik za postavitev današnje razstave, Javnemu skladu za kulturne dejavnosti ob močni izpostavi Krško za sodelovanje, vsem nastopajočim, ki ste oblikovali današnji in ga še boste oblikovali današnji dogodek, in pa seveda Ini Čebular, ki je poskrbela za naše rdeče dodatke. Zahvala pa tudi vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali na poti do nove knjižnice, pa sem vas sedaj nehote pozabila omeniti. Prav vsi ste pripomogli, da smo danes v tako odprtih in prijetnih prostorih, v katerih želim, da se srečamo tudi v prihodnje. Vsem želim, da bo pot v knjižnico pomenila bližnjico do reševanja izzivov vsakdanjega življenja, predvsem pa pot do branja, znanja in osebne rasti. Povabljeni.